pridemo na še eno točko, ki sicer ni neposredno posledica podnebnih sprememb, je pa z njimi še kako povezana. V naslednji uri pa pol se bomo pogovarjali o toplotnem potoku. Če smo se že pogovarjali o zelenih površinah v mestih, zelo dober nastavek, če bi se dal, pa se ni dal, bi bilo to preden smo poslušali včeraj gospa Ana je bila, če sem se prav zapomnil, javec, šokiran, tako že. Tako da, kakorkoli, se boste imeli ta predavanja posneta, pa si jih lahko potem še večkrat, če vas bodo detajli zanimali, pogledate in seveda tudi sestavite neko uporabno vsebino. Predstavil bom najprej en tak pregled, kaj to sploh je, zakaj do tega pride. Tukaj smo danes poslušali o podnebnih spremembah v gozdovih, ampak smo se mogli najprej vsaj osvežiti, glede na to, da ste zelo različnega spektra študijskih smeri in interesov, bomo malo osvežili, pa se naučili o osnovnih mehanizmih, tistih driverjih, če tako rečemo, ki povzročajo pojav urbanega podnebja. Potem bomo šli kar na to, kaj smo k sreči, zdaj so to čist sveži podatki meritev po 20 letih so se ponovile, toplotni otok v Ljubljani smo imeli zadnje 2 leti na oddelku za geografijo, tako da bomo si pogledali malo, kakšen je nek toplotni obraz našega glavnega mesta. Seveda pa ne bomo ostali pri tem, ampak si bomo pogledali, se to je bila tista misel na začetku v vrstnem redu, nekih rešitev, pri načrtovanju mesta, pri rabi mesta in tukaj se lahko s temi zelenimi površinami, o katerih smo včeraj precej slišali, jasno tudi dodatno okrepite znanje. Dajmo tako reči, osnovni mehanizem nekako velja pri opisovanju podnebja, da temperatura zraka se spreminja v odvisnosti od temperature tal. Se pravi, ključni moment v radiacijskem tipu vremena, se pravi, takrat, ko ne piha, ko ne dežuje, ko nimaš nekih višjih redov prenosa toplote v horizontalni smeri, to je veter, po vertikalni smeri, ki so lahko tudi vzgonski vetrovi in tako naprej, je v bistvu ključno pri temperaturi zraka to, koliko topla ali pa koliko hladna so tla. In zdaj, v osnovi podnevi sonce obsije tla, svetlobo, s kratkovalovnim sevanjem, tla se segrejejo, v bistvu nekako pretvorijo to kratkovalovno ali pa svetlobno energijo v infrardečo sevanje, v dolgovalovno sevanje, se segrejejo in ker se segrejejo, pač sevajo gor. Vse, kar je na tem planetu, pa še tudi kje drugje, seva seveda v odvisnosti od lastne temperature in toplejša kot je, bolj seva. Toplejša kot je tla, bolj seva. Skratka, osnovna zgodba tukaj zadnji je, ki jo morate nekako si zapomniti, da temperatura zraka je močno odvisna od temperature in strukture tal. Tla toploto tudi kopičijo. Zdaj, tjele, mogoče se spomnite fizikalnih predmetov, končno tudi srednje šole, pa kaj kasnej, sta dva pomembna kazalca. Eden je specifična toplota. Ta nam pove, koliko toplote potrebuješ, da se kilogram snovi segreje za 1 Kelvin. Imamo pač, zdaj sem dal sam neke take gradnike mesta, mestnih tal, vidite, kamnita tla, okrog 1000 ali pa slabih 1000 džulov na kilogram Kelvin, suh pesek še manj, zaraščeno zemljišče še manj, okrog 800, voda 4200, vsaj za vodo ste zagotovo že slišali za CP vode, ampak še bolj kot ta CP, ki v resnici ni tako zelo različen, če pogledamo kamen v primerjavi z suhim peskom ali pa z zaraščenim zemljiščem. Poglejte, ta naslednji kazalec, ki se mu reče toplotna prevodnost. Nam pa pove,
kako hitro ali pa kako počasi neka snov prevaja toploto, oziroma koliko slab pa koliko dober izolator je. No in kamen, recimo vidite, da prevaja toploto 2 do 3 vata, meter Kelvin, na meter Kelvin, medtem ko recimo suh pesek, skratka tukaj imamo pa že kar velikostni red praktično, ali pa pol velikostnega reda manj, tudi zaraščeno zemljišče precej manj. Skratka, ni ključna zgodba v specifični toploti grajenih okolij, se pravi tal, kot so beton, kamen in tako, pač pa seveda v toplotni prevodnosti. Se pravi, koliko je to sposoben toploto ne samo shranjevati, glede na spremembo temperature, ampak koliko jo je sposoben tudi prevajati, se pravi, do globlje plasti. Mimogrede, pri vodi nisem dal tega podatka, zato ker voda, če je voda čisto pri miru, je zelo slab prevodnik toplote. Ampak voda v glavnem ni pri miru. Voda, imamo tokove v jezerih, v morjih, v reke sploh, in takrat se stvari precej bolj zapletajo, kot če voda samo stoji. Tako da zaradi tega tudi, pa tudi recimo te mestne vode v tem kontekstu niso toliko pomembne. So pa pomembne, pa voda v mestih, je pa pomembna zaradi nekih drugih lastnosti. In tukaj se bomo spet malo dotaknili fizike, in to so tako imenovane fazne spremembe. Namreč, fazne spremembe spet, če malo ponovimo, so spremembe agregatnega stanja. Največkrat jih opisujemo v kontekstu z spremembo agregatnega stanja vode, ki je tudi zelo pomembna v našem planetu povsod. In tale graf je en tak, ta pojasni čisto vse. Namreč, specifična toplota vode smo videli, koliko je, 4,2 kJ na kilogram Kelvin, ni majhna, to je tisto, ki pravimo, da se poleti, morska klima je blažilna klima, ker se poleti počasneje segreva in po zimi počasneje ohlaja. Ampak, dobro, tam se pravimo, se še kaj drugega da zraven, ampak to je zelo pomembno svet. Zdaj pa, fazne spremembe vam pa povedo še nekaj, da so kar nekaj velikostnih redov večji porabnik ali vir. Ker če voda izhlapeva, se toplota porablja, če se pa zračna vlaga kondenzira v vodo, se pa sprošča. Ampak nas bo bolj zanimal ta proces porabe toplote, se pravi taljenje pa izhlapevanje kot obratno, ker je pač bolj relevanten. No in pogledajte, koliko toplote se porabi, če izpari 1 kila vode. 2200 kilojulov ali pa 2,2 megajula na kilogram. Zdaj, če isti kilogram vode stališ, rabiš 330 kilojulov, kar je 7-krat manj, približno. Smo pa rekli, če pa isti kilogram segreješ za 1 Kelvin, rabiš pa še približno 80-krat manj. 80x4 je pa približno 320. Tako da ujamete te velikostne rede preskoka. In še ena stvar je pomembna, da v času faznih sprememb, tisti, ki ste morda to že pozabili, se temperatura ne spreminja sistemu. Tukaj imamo opravka z tako imenovano latentno toploto, tam, kjer se pa dovedena toplota odraža sistemu tako, da se mu dviguje toplota, se ukvarjamo pa oziroma govorimo pa o zaznavni toploti. Preprosto povedano, če sonce obsije kocko ledu, ki ima -5 stopinj, se mora ta kocka ledu najprej pogreti do 0 stopinj. Takrat se toplota porablja za zaznavno toploto. Ko se pa ta kocka začne taliti, ima pa ves čas, dokler se ne stali temperaturo nič, se pa mnogo več toplote porablja za taljenje, kot se je na primer prej za segrevanje. In zapomnite si, da površine, ki izhlapevajo, so hladne. Vi, ko pridete poleti ven iz vode, ko ste plavali, vas zebe. Čeprav je imela voda 26 stopinj, pa vas v vodi ni zebel, potem pridete pa ven na zrak, ki ima 33 stopinj, pa vas zebe. Ni logike, če prideš iz hladnejšega v toplejši prostor, pa vas zebe. Je logika, če vemo, da na nas izhlapeva voda, ki nam porablja, voda izhlapeva, porablja toploto sistemu, katerega del je, takrat je voda sistem našega telesa, mislim, del sistema našega telesa in nas hladi.
Tako, zdaj smo šli tako zelo, mogoče malo bolj šolsko, ampak to je kar prav, da vemo, zakaj so te stvari zelo pomembne. No in mestna tla so zelo drugačna od ostalih tal, od naravnih tal, karkoli že ta naravna tla so, ali pa vaških tal, ali pa podeželskih tal in tako naprej. In zdaj imamo še kar nekaj drugih značilnosti. So precej bolj hrapava, zdaj kaj pomeni hrapava, ne to, da ti skočiš, da ti superga prime, ampak trenja je veliko, stolpence so, bloki so, hiše so, in to vse sledi veter. Ko se veter zažene čez neko planjavo, površino, Ljubljansko kotlino, če hočete, med stolpencami piha bistveno manj. Kar spet pomeni, da manj vnaša lastnosti energetske, tudi snovne lastnosti, odprte zunanje atmosfere in bolj zadržuje neko mikroklimo. Ogromno je v mestih navpičnih sten, pač nekih volumnov tudi, ampak sten in vse te stene sevajo, če so na soncu, so to tople površine, če so v senci, so hladne površine in tako. Jasno, veliko je modificiranega prostora, pozidanega, ker se te toplotne lastnosti spreminjajo, in porablja se tudi vse več drugih materialov. Meni se srce para, ko vidim, ko zdaj že na nogometna igrišča in na golf prostore v tisto umetno plastiko dajo, torej umetno travo, zeleno, ker ni trava. Tam sem bral, da so v Ameriki ugotovili, da se neke strašno strupene snovi sproščajo iz tega, tako da so tudi že poznani bolezenski pojav bolezni pri ljudeh, ampak tudi sicer, in vsi ti materiali imajo drugačne toplotne lastnosti in so v glavnem suhi. V glavnem suhi v tem smislu, da niso sposobni upiti veliko vode, da je ne zadržujejo, da od njih hitro odteče, a so pa celo pod streho. Tako da se to vse seveda zelo pozna. Vodni krog v mestih se zelo spremeni. To so taki, bom rekel, vse odvisno, v kakšnih mestih imamo opravka, ampak velika večina vode odteče. Če živite na vasi, je pa nekje na robu gozda, pa imate nivo, 1 uro po nevihti, še ne upate na nivo, ker se vam bo udrl. Če greste v gozd 1 uro po nevihti, veste, da bo še kaj na vas kaplalo, tla v gozdu bodo mokra še nekaj dni, tudi travnik bo mokra še nekaj dni. 1 uro po nevihti, praktično v mestu, če res kakšno drevo ne pade, ne veš več, da je deževalo, razen kje kakšne luže te še spomnejo, ampak teh luž imamo nočemo imeti, se pravi, načrtujemo prostor čez let, tako da je teh luž čim manj, tla se posušijo, voda vteče in je v bistvu z vidika atmosfere, procesov v atmosferi nedostopno. Tudi evapotranspiracija je zaradi tega manjša, ker ni res, da ta voda tako hitro izhlapi v mestih, ampak odteče v podzemlje. Infiltracija je bistveno manjša, ker pač imamo zelo malo teh peščeno, travnatih tal zemljin in tako. Tako da se v glavnem ta toplota, o kateri sem prej govoril, uporablja za zaznavno toploto, ne pa za latentno. No in zdaj še nekaj glavnih procesov za spet teh driverjev. Vse te stene, vse te navpične, vse te vertikale, vse to ima tudi neko svojo, če hočete, fiziko, termodinamiko. Vse to vpija toploto, ker je v resnici iz podobnih materialov kot tla. Vse to je obsončeno, pobira tudi tisti horizontalen del sončevega sevanja. Poleg tega odbija toploto v večjih smereh, ne samo toploto, predvsem svetlobo. Kar pomeni, da ti lahko, ko imamo mi predavanja, tukaj gor v drugem štuku, tisti, ki ste na FF-ju, to veste, se popoldne iz sosednje stavbe blešči v naše predavalnice, sonce je dol na južnem horizontu, sploh zdajle, ampak tebi se od sosednje stene blešči noter, kar pomeni, da del tiste sončeve svetlobe, in kot se to sešteje, je tega kar precej. Albedo je v bistvu sposobnost vpijanja svetlobe, bela telesa, tista matematično bela, fizikalno bela, imajo albedo 1 in črno telo je sposobno vpiti celoten spektr nekega sevanja, zdaj se pogovarjamo o vidni svetlobi, se pravi, vpije celoten del vidne svetlove, zato je čisto črno. In več, ko vpije, bolj se segreje, manj kot vpije, manj se segreje.
mesta so v primerjavi z okolico ne samo bolj suha, ampak pogosto tudi bolj temna. Ne vedno, pogosto pa. Spet tudi odvisno, v katerih okoljih smo. Ta večji sprejem sevanja se odraža, zdaj, malo se nam tako na hitro morda zaplete, če bolj upija, bi mogla biti ta mestna tla sredi dneva ekstremno bolj vroča. Ampak sej tla še v resnici so lahko bolj vroča, ampak boste videli pol, ker bomo gledali rezultate, sredi dneva mestni toplotni otok sploh ni tako zelo bistveno izrazit, v resnici takrat najmanj. Zakaj? Zato, ker se velik del te toplote kopiči in če se kopiči, seveda ne more tako izžarevati. Začnejo pa izžarevati tedaj, ko se recimo naravna ali pa delno naravna okolica mesta že ohlaja, to je pa zvečer, tekom noči, takrat so te razlike res največje, potem proti jutru se pa razlike začnejo manjšati. Namreč, enkrat v dnevu se morajo te razlike povsem zmanjšati, oziroma izničiti, ker če se ne izničijo, bi se mesto tekom leta pregrevalo, pa se ne. Tako da tudi to je fino, da vemo. Jasno, tudi zelenih površin je manj. Osenčenost je tudi manjša in ta, dajmo temu reči, kar naravna osenčenost, pa bomo to videli pol še na konkretnih primerih. Zelo pomembno je tudi to, da imajo mestna tla bistveno nižji delež vidnega neba, ta tako imen sky view faktor. Kar je sredi dneva, več sence seveda pomeni hladneje. Če greste vi v nek CBD, nekih ogromnih mest, sej ni sonca praktično. Če imaš ti res kole gor lukno, kjer vidiš nebo, če res nisi v tropih, ne boš imel nikoli toliko visok sonca na nebu, imaš cel dan senco lahko, pa večji del dneva, če ne čist cel dan. Ampak, tudi po noči je edini kanal, da se ti tla ohlajajo, sevanje, tista majhna luknja na nebu, vse ostalo je topleje in konec koncev tudi seva nazaj. Se pravi, zaradi tega so potem ta mestna jedra sredi dneva lahko celo nekoliko hladnejša. Ta Urban Cool Island se celo pojavlja. No, po noči je pa to v bistvu lahko ekstremno toplo okolje, ker se res ne more segreti. In vsa toplota nabrana čez dan iz vseh smeri izžareva, izseva lahko pa le v nebo, ki je zelo majhen del tega neba. Potem moramo vedeti še eno stvar, jasno, sploh še govoril nisem, ljudje v mestih počnemo marsikaj in zelo veliko stvari, ki jih počnemo. Je v fizikalnem smislu čisto navadna pretvorba, ali dela v toploto, ali izgorevanje, konec koncev smo mi danes jesti, in zdaj v nas hrana počasi izgoreva. Pa je to še najmanj. Imamo promet, imamo industrijo, imamo energetiko, ogrevanja imamo, in v bistvu vsi ti volumni, o katerih sem že govoril, niso nič drugega kot odtujen prostor, naraven prostor, ki ga človek odtujil naravnemu sistemu na območju mesta in si ga prisvojil, in vse te volumne segrevamo. In zakaj jih moramo z dneva v dan ogrevati, recimo po zimi, v hladni polovici leta, je zato, ker nam ta toplota pušča. Toplota nam uhaja. In nam uhaja v okolico. Toplota uhaja tudi iz avtomobilov, iz izpušnih cevi, iz dimnikov in tako naprej. Vsa ta toplota, preden zapusti naš sistem, preden gre v vesolje, gre še čez ta zunanji medij mesta in tudi zaradi tega je mesto toplejše. Paradoks je ta, da poleti vsi hladimo, v številnih delih sveta že hladimo stavbe. To ni paradoks. Kako jih hladimo? Ja, tako, da jemljamo toploto iz naših stavb in jo mečemo ven. To so toplotne črpalke. In seveda to pomeni, da okolico še bolj segrevamo. Nekaj tazga dela hladilnik prve z doma. Če ga imate v kleti, v redu, če imate kleti, ga imate zgori nekaj. In polet, ki je največji pritisk na hladilnik iz toplega prostora, mora hladilnik najbolj delati in isti prostor, ki ga ogreva, on hladi, kar je malo težko za zastopati. Ampak takrat je največ energije porabiš. Skratka, tudi klime, če se to res komu sliši paradoksalno, segrevajo mestni prostor, pa ne s temi volumni, ki smo jih ohladili, ker v resnici ta volumen hladi. Če imaš ti noter 23 stopinj, pa zunaj 37, je na šipi v bistvu
tok toplote noter, se pravi, se porablja zunanja toplota, ampak edina težava je v tem, da proizvodna hladu, seveda ni proces, ki bi bil povsem, torej, ima izgube toplote. Se pravi, več energije porabiš, da ohladiš, kot jo boš potem nadomestil s tem. Na vsak način tudi ohlajanje prostorov segreva mesto. Poleg tega, da porablja veliko energije. Vsaj, če se pogovarjamo o teh nenaravnih praksah, ne govorim zdaj o sajenju, škropljenju in arhitekturi in tako. Potem je še en tak zimski fenomen, ki močno slabi učinek toplotnega otoka mesta in to je to, da po zimi v mestih je zelo malo snega. Ampak sneži v glavnem kar tolikokrat kot na periferiji, vsaj, če se ne pogovarjamo o nekih res ogromnih mestih, ampak zelo hitro, takole je v Ljubljani, ko sneži, mislim, da je to Ljubljana, zelo hitro pa ali sneg zmeča v Ljubljanco, ali ga posujejo soljo, pa pač so ceste kopne, ali se stali na strehah, kjer so torej na stavbah zaradi toplotnih izgub, kar pomeni, da imaš kar naenkrat v mestu precej kopnih tal. Dlje časa kot po sneženju traja, več je kopnih tal. Zdaj, če kolikor je to normalna zima, čeprav jih ni več, se okolica še zmeri, bom rekel, ima veliko snega, travniki, njive, gozdovi, polja, vrtovi so pod snegom, center pa zgubi sneg. To zelo težko opazujemo, ker pač snega ni več, ampak dokler smo ga pa imeli, pa bilo. In to krepi razliko. En tak čist mehanski vpliv. Takih zim, ko je bilo še 10 let nazaj v Ljubljani po 40 cm snega, to je pa praktično v zadnjem desetletju. Vse bomo pol pogledali malo številke, je pa v bistvu tako misija nemogoče. Saj verjetno se bo še kdaj pojavil, ampak če pa celotno mesto zasnežilo na debelo, bomo pa tudi pol videli, kako se to odraža pri toplotnem otoku. In še enkrat, najbolj intenzivni so te procesi tedaj, ko je nebo jasno in ko ne piha. Pa po noči. Meri se, opazuje se, zlasti v ogromnih mestih, tudi v tako imenem advekcijskem tipu vremena, ko dežuje, ko je oblačno, so razlike, ker elementi, ki sem jih opisal, imajo tudi takrat, vsaj nekateri, vpliv, ampak takrat tega mnogo manj. In v resnici se takrat z njim ne ukvarjamo kot nekim stresorjem, kar ga bomo omenili nekoliko kasneje. Niso čist posod na tem svetu mesta enako dovzetna za toplotni otok. Recimo, bolj, ko greste gor, k polom, za sever to velja, ker na jugu, na visokih geografskih širinah, niti ni nekih strašnih naselbin, bolj so zime problematične za oblikovanje toplotnega otoka, čeprav po zimi toplotni otok praktično ni nek stresor, je kvečemu antistresor. Namreč zakaj? Sonce je itak šibko in sonce ne igra vloge po zimi, je pa v hladnih okoljih zelo pomemben dejavnik diferenciacije mestne klime, proizvodna toplote. In bolj, ko greš na sever, bolj molekul, tudi daljša je tema. Bolj, ko greš na jug, zlasti subtropski, mediteranski prostor, tam je pa ta prava, bom rekel, pečica poleti. Mesto postane pečica poleti. To je pa spet povezan s soncem. Tam mi smo nekje vmes, kjer so neki podatki za celinski del Evrope, da so zime, ampak ravno v zmerno toplem pasu nam zime tako vanišing, izginjajo in v resnici gremo v mediteranizacijo. Vsaj smo danes jutri videli, kaj se z gozdovi dogaja in vse to je posledica pač spremembe podnebja. Se pravi, zdaj približno vemo, kaj je mestni toplotni otok v nekem osnovnem bistvu. Dal bi se v tem seveda še razpravljati, ampak mislim, da je bilo dovolj na tej točki. Zdaj pa imamo pa čisto malo po Ljubljani, neka osnovna geografija, v glavnem poznate, mogoče malo tole spodaj levo. Zdaj, a je res najbolj zelena ali ne, je gospa včeraj povedala, da je čisto odvisno, kako se šteje in seveda naj ostane tako. Kar se pa vremena tiče, je pa nekaj zanimivosti, koliko Ljubljane. Dejansko najbolj deževna prestolnica Evropske unije. Trenutno še, če bomo kdaj kakšne Norvežane not vzeli, mogoče kakšne Črnogorce in tako,
tam zna biti kar velik padavin, pa ne vem točno z glave, ampak to so že rang. Ljubljana 1300 mm padavin, 1460 približno na leto in tako, ni London, ni Dublin, ni Bruselj, en tak. Z vidika UHI-ja, oziroma mestnega toplotnega otoka je tole mogoče bolj zanimiv pojav, megla oziroma vzrok tega, to je lega v kotlini. In Ljubljana, če bi bili mi v EU 40 let nazaj, bi bila to najbolj meglena prestolnica v Evropski uniji. Brez heca. Megla je bilo v Ljubljani, recimo 40 let nazaj, okrog 120 dni na leto. Vsak tretji dan je bil meglen. Če 4 dni ni bilo megle, si že padel v depresijo. In včasih je bila megla tako gosta, so rekli, da so še ptiči peš hodili. Skratka, tisti, ki smo v Ljubljani gor rasli, smo se imeli neizmerno fino v tej neskončni belini. Ker če slučajno ni bilo snega, pa ne. Največkrat je bilo oboj. Danes je tega mnogo manj. Tele jutranji epizode megle, recimo letos je nekaj, ampak prvo, ker gre v nizko oblačnost, prav ni več prave megle zaradi mestnega toplotnega otoka. Drugo, kar je megle mnogo manj zaradi toplejših zim. Tretje, kar je megle mnogo manj zaradi čistejšega zraka, ni več teh aerosolov. In četrte, kar je megle mnogo manj izmerjeno, ker jo mnogo manj opazujejo. Tega monitoringa 24/7 v Ljubljani ni več. Ampak dejansko je megle mnogo manj. Tako da si danes ne bi potrditi, da je še najbolj meglena. Prvo, kar nimamo podatkov, drugo, kar je pa je res, danes je megle v Ljubljani, da se pojavi, kaj pa je, 60-70 dni na leto, ampak teh epizod, veste, da je bilo cel teden megla. Bilo je, mislim, da tam okrog leta 10, smo imeli ne v koledarskem mesecu, ampak v tekočem mesecu, mislim, da 4 ure sonca, 30 dneh, ki so vsi padli. Ampak taki meseci so bili včasih v 70-80 letih zelo pogosti v Ljubljani. Mogoče ne cel mesec, ampak so bili tudi meseci brez sončnega obsevanja, ker je bilo tako, ali je bilo oblačno, pa je deževalo, pa snežilo, čim se je pa zjasnilo, je pa nastala megla. Tako da si lahko zbiral med visoko kopreno ali pa nizko kopreno. To je bila taka bela Ljubljana, včasih. Zdaj se to zelo spreminja in... Lanski december ni daleč od tega. V bistvu je kar daleč od tega, čeprav je bilo megle veliko. Ampak nima celodnevnih megel. Ivja v Ljubljani, gledajte stare slike z Ljubljani, koliko je bilo ivja. Geografi so delali diplomske naloge iz opazovanja ivja, zato ker so v toplotnem, torej ivje nastaja zaradi tega, ko se podhlene kapljice se pritrjujejo na veje, recimo. In to gre strašno počasi, ampak se nekam premika. In cirkulacija zraka v mestnem toplotnem otoku je strašno počasna, je pa zelo pomembna. In če te zanima, kam piha, lahko nastaviš strašno drage ultrazvočne anemometre, če pa dovolj razpače megla, lahko pogledaš, kako je ivje orientirano. No in ivje v Ljubljani praktično ni več. Včasih ga imel pa cel teden. Tako lepo je bilo, tiste vrbe so bile bele, tako malo romantike. Zdaj je bil pa zelo nesnažen. Res je bil nesnažen, tako mislim. Super kadilci smo bili vsi. Ok, ampak pogledajte, zdaj gledamo samo neko podnebjo statistiko, ta zgornja vam ne kaže nobene dinamike, lahko pa vam povem, da 30 let nazaj je bila srednja temperatura v Ljubljani 9,6, zdaj pa 10,9. Padavine so kar tam, 1350, 1362, nima statistično pomenega signala, ampak to je tako, tole je bolj pomembno, pa smo danes se že malo pogovarjali o teh dinamikah podnebja, pa v vročih dnevih smo že pri gozdarjih slišali, pogledajte, koliko je manj snega v Ljubljani. V desetletjih, ki jih se glede vi večinoma, tega verjetno ste že doživeli, 2001 do 2010, vaši starši so bili predvidevam rojeni tam nekje v 60-ih, 70-ih letih, ali pa 50-ih, so imeli praktično 2 meseca pa pol snega. Tek na smučeh okrog Ljubljane je bil krasna dopolnilna dejavnost nekje od decembra do februarja. En moj profesor je leta 87 s smučmi prišel na fakulteto, veste, ker če nisem bil na fakulteti. Sankanje zgrada. Sankanje zgrada, ampak z Laufercem je prišel v službo, veste, Ja, tukaj nek stanuje. Nek v Ljubljani.
Je pa šel smučati. Ja, to so take legende, ne, o teh profesorjih, ne, ampak recimo, ne, pogledajte, ne, 70, 80 smo še nekako imeli, 2 meseca snega, ne, pa tudi pol ne 90 že ima, ampak je še bil sneg, ne, pol tudi če, zdaj ga je podrezal, ne. Ali pa pogledajte vroče dneve, ne. Danes imamo mi več vročih dni v Ljubljani kot dni snežno odejo. In pogledajte, zdaj, okej, ne, so what, ne, itak smo rojeni v to, 50 let nazaj, ne, je bilo čisto drugače. No in zdaj, ne bomo se danes toliko o podnebnih spremembah pogovarjali, ključno je še nekaj, ne, zato sem dal tukaj recimo še Brnika, ne, ker marsikdo bi lahko rekel, ja, a se je Ljubljana toliko pogrela, ali je to posledica podnebnih sprememb, ne, ali je to posledica toplotnega otoka, ali globalnega segrevanja. Ja, v glavnem oboje, čeprav, no, je tole bolj globalno segrevanje kot toplotni otok, boste videli tudi pol, ker imamo primerjave s temi starimi meritvami. Ampak to dinamiko vremena je pa le fino, ne, se pogovarjamo o podnebnih spremembah. Mimogrede, danes je gospod Lado Kuntnar govoril o vročih dnevih, ne, spomnite, ne, pa je leto 2003 izpostavil. Jaz sem šel pol malo, ne, se lahko vi pogledate. Leto so padli rekordi, ne, Nova Gorica je bila 80 vročih dni, Ljubljana, mislim, 54, 55 in tako, ne, in to je pa povprečje zadnjih 10 let, ne. Se pravi, still counting, ne. Pa recimo, ne, ena takale slikca, poznate Ljubljana, Kleče, torej Bežigrad, Kleče, Hrastje, ne, koliko so povprečno število dni s temperaturo nad 24, namreč, ko imaš 3 dneve z temperaturo nad 24 v povprečju, se začne vročinski val v Ljubljani, ne, v naših geografskih širinah, ne, in imate, tako da vidite, ne, da je pa tudi v mestu več vročinskih valov kot na periferiji. To pa ni posledica globalnega segrevanja, ne, pa tistih dimnikov posod po svetu, ampak to je pa posledica mesta, ne, ker globalno segrevanje enako intenzivno udari Hrastje tamle, ne, na produ kot Bežigrad, kot letališče in tako. Matej, koliko mora biti temperatura po noči, da lahko normalno spiš? Tukaj je ja. 23, ne? Tega ne vem. Ne, pa je pa definicija tropske noči. Ja, definicija tropske noči je, da temperatura po noči, oziroma da je minimalna temperatura dneva ne pade pod 20 stopinj. In te se nam tudi zelo hitro večajo. Maksimalno. Ne, minimalno. Če ne pade pod... Ja, ne sme biti hladneje od 20. Ne? Če ti pade na 19,8, ni tropska noč. Ne? Ja, največkrat je to noč. Ne? Prav, če je po noči več kot 20 stopinj, je zdravje. Ne bi... To je malo bolj kompleksno, zaradi tega, ker zdaj si načela zelo relevantno temo. Ne? Namreč, veste, tudi včasih je bilo to, ne? Ker sem prej rekel, vročinski val je zdaj v Ljubljani 3 dni mora biti 24. Ne? Včasih je bilo pa to, ko je bilo dovolj vročih dni, ne, unih več kot 30 stopinj. Ampak zdaj tako, veste, vroči dan v Kranju ni ista percepcija kot vroči dan v Biljah. In še ena stvar, tudi vroči dan danes ni več isto kot vroči dan 30 let nazaj. Skratka, nam se dviguje ta prag, ne, vsaj do neke mere. Ne. In ta tropska noč je en tak worldwide indikator. Ne vem pa z medicinskega, to treba pa medicince vprašati, kdaj je pa to res moteče. To še lahko jaz povem, zdaj, v bistvu, ne vem, ni neke ostre linije, ne, ki so odvisno od posameznika, iz metabolizma v bistvu človeka sledi, da je v bistvu mehanizem hlajenja, ne, po noč, pač, ko se spi, ne, med spanjem je manj učinkovit kot po dnevu. In zato v bistvu človek rab po noč neko nižjo temperaturo. Zdaj vsejenja je 10 stopinj zunaj, je 15, sam nekje pa tam po 20, pa še lepo okrogla številka je, ne, so pač odrezati. Parata po spanje problem, ker se človek začne pregrevati. Ker to velikrat se vam zgodite, ker greste spat v zebe, pa narepo se zgodite po čisto mokri, pa ste isto pokriti, ne, zato ker se vam je... Mislim, kaj sanjaš? Ne, to dejansko medicinsko dejstvo, da se telo začne po noč, med spanjem, ni važno, da spite, težje hladiti in se začnete pregrevati, če je pač topločaste ali zunaj pač toplo, ne, tropska noč, ali boste malo preveč pokriti, se boste spodili. Ja, in je pač spanj smoten. Ta biomedicina je zelo zdaj šla v to, ne, pa nas je verjetno kje že prej. Tako da, ja, ampak to vse spreminja, ne,
bolj, ko imamo te vročine v sebe, lažje jo na nek način vsem prenašamo, pa še ena stvar je, ampak sem ustavil tukaj, ker vidite vsega ne vem, pa na vodu večera tukaj, pa še vlaga, RH, relativna vlaga, potem je seveda so te rosišče in temperatura mokrega termometra, in tako naprej, ne, sopara. No, zdaj, zelo kratek, nismo merili toplotnega otoka v Ljubljani. Prvič se je v resnici meril že leta 98, oziroma končanje je bilo leta 2000, tole so izsledki, tudi takrat smo geografi zraven. Potem veliko je bilo narejenih, če koga to zanima, diplomskih nalog, magisterij, tako tudi, mislim, tega je res kar precej. Vmes je bil narejen še en večji projekt, je bil tam do 2014, in sicer Atlas urbanih otokov, Urban Heat Atlas, Urban Heat Island Atlas, za izbrana mesta, ne? Ampak v glavnem so merili SUHI, ne? To je pa Surface Urban Heat Island, ker je mnogo lažje, ne? Ker zmeraš daljinsko zaznavanje, zmeraš temperaturo tal, se ni treba toliko, ne? Veste, satelitske slike so drugačna metoda zbiranja prostorskih podatkov, kot ne? So seveda uporabni in zelo dobra podpora in super, da jih imamo. Najboljše seveda med kombinacijo obojega. No, tole bom preskočil, mislim, bom šel hitro skozi leta. V zadnjih 2 letih smo se pa na oddelku precej začeli s tem ukvarjati. Najprej v okviru čisto samostojnih raziskovalnih pobud znotraj pedagoškega procesa, potem smo se združili s podjetjem Individual. No, to je pa že zanimivo, ne? Namreč neko podjetje Individual je delalo SECAP študijo, to je Sustainable Energy Climate Action Plan, prav klimatsko-podnebni načrt mesta. In je njih zanimalo, kaj se dogaja z nekim toplotnim obrazom mesta, in so potem, preko mestne občine, smo itak se poznamo, pa tako naprej, smo rekli, saj mi pa to delamo, vam lahko malo pomagamo, pa so oni potem stopili v projekt in smo združili moči. Najprej smo seveda podatke obdelali prostorsko, ne, predvsem smo te sloje, ne, tukaj jih imate naštete, oziroma na naslednjem slajdu, pozidanost, višino, volumne, gostoto stavb, hrapavost, poraslost, albedo, delež vidnega neba. Skratka, vse te sloje smo gisovsko obdelali, ampak samo z enim namenom v tej fazi, zato da smo dobili tako imenovana lokalna temperaturna območja. Zdaj, tisto, kar nam teorija pove, da so morda, ali pa by the book, topla ali pa manj topla območja. Seveda, pol moraš to malo generalizirati, ker imaš ogromno nekega satovja. In potem smo rekli, zdaj pa naredimo take trase meritev, da bomo v veliki meri upoštevali vsa teoretsko določena lokalna temperaturna območja, pa bomo pa videli, a to pije vodo, pa bolj kot to, a nam teoretsko pa praktično pride skupaj, da se zanima, kaj se s tem mestom dogaja. Pa imaš pač kategorizacijo in tako, vse te stvari bodo tudi obdelane, objavljene, bo kar nekaj tega vam prišlo, v naslednjih letih, zdaj že pripravljamo, pišemo in tako. Ampak ključen fokus je bil za nas na terenskih meritvah in na stacionarnih meritvah, se pravi, smo najeli študente, tam le en sedi, in so se po noč, pa po dnev, v glavnem zjutraj, pa po noč vozili s kolesi, vsega skup v 2-3 letih 40krat, 30krat za eno projekt, pa 10krat za drug projekt. Zdaj na koncu, malo smo to metodologijo, bom rekel, dopolnjevali, na koncu izgleda tako, bile so 4 trase določene, po vsaki trasi sta šla 2, vsak v svojo smer, torej nasprotno smer sta vozila, zato da je vsaka... Ja, na tej smo se srečali. Tako. Na sredini plus minus sta se srečala, na vsaka točka, imela sta enake merilne točke, vsaka točka je bila 2 meritvi in aritmetična sredina obeh izmerkov je bila referenčna točka za meritev. Namreč, meritve trajajo nekaj časa in v tem času se tudi spreminja temperatura, v tem času to je hitro, zvečer. Se pravi, pol ti ne veš, ali se ti je spremenila temperatura zato, ker si zamenjal lokacijo, ali zato, ker se je spremenil čas. In ta DT na nek način najbolj elegantno izločiš, smo tudi druge stvari probavali tako, da imaš pač neko referenčen čas, pa 2 meritvi in pol dobiš nek referenčen čas. Potem smo se tudi z avtomobili vozili okrog,
na podoben način, malo daljša trasa in potem podatke. Evo mene. A si gor? Ja, lega fanta, no? Kje? Kje so čelade? Ja, tale sredinski. Čelade so v glavnem kar imeli, jaz sem jim, so bili kar disciplinirani, tudi po noči, tole že zgodaj zjutraj, to bo enih 5 zjutraj, poletno jutro, so imeli tudi tiste, to varnost smo se kršili, ker ni hec, veste. Sploh po zim, če še malo leden. Če padeš, ni fajn, ne? Pa še hujše, če padeš, pa ti kdo povos, ne? To je najhujše. Ja, to pa. To so trase, tako da malo dobite občutek, ampak se pravi, metodološko. No, potem smo imeli pa še neko podporo takovanih stacionarnih meritev. Zdaj, jaz smo 4 postaje plus Arso postaja, te barve so bile narejene za tujo predstavitev, da vedo, kam kaj paše, rdeča, ni rdeča, najtoplejša, pa ni hladna, modra, ampak kakorkoli. Črna vas, veste, kje je Ljubljansko barje, Arso, Livada, tam je za Bežigradom, Šentvid, to so Škohovi zavodi, so nam odstopili, da imamo postavljeno na tistem Livadi, te Škofijske gimnazije. Skopoljevo je ena od tistih ulic, tamle blizu Vodnikove v Šiški, to je ta, rekel, stara Šiška, Vegova gimnazija, kot res najbolj zaprt, obzidan del Ljubljane. Samo tako, da veste, v povprečju, od julija do marca smo pač merali, mislim, se še merimo, sem to so obdelani podatki, kakšne so bile razlike v srednjih temperaturah po celotnem času, vse vremenske situacije. Poglejte, najtoplejša Vegova, 10,8, Arso, komaj kaj hladnejši v povprečju. Črna vas, praktično 2 stopinji hladneje. Črna vas, Ljubljansko barje, najhladnejši del Ljubljane, ta del, ki se še drži Ljubljane. Šentvid, podobno, ampak podobno kot Šiška. Minimumi so zelo zanimivi. Mislim, vse smo jih pričakovali, ampak to mrsko je tako malo. Poglejte, -11, pa v zimi, ki je bila mila, napram -6,5, to je absolutni minimum. To, ki je bilo najbolj mraz. Na isti dan je bilo skoraj 5 stopinj hladneje v središču, torej na robu mesta, na Barju, kot v centru, pa pol v starem mestu. Ali pa povprečen minimum, tudi Vegova 7,1, Črna vas 3,7, to je tudi 3,4, koliko je to. Skratka, so razlike, že v skupni klimatologiji, seveda stvari se pa še pospešijo, če greš meriti samo v jasnem vremenu. No, to so pa zdaj že obdelave, poletna, jutranja, pa nočna. Metodološko treba priznati, da tukaj je par preko zvezdic, pripomb, ni bilo enako število jutranjih kot nočnih meritev. Ni čisto primerljivo, ker bi bolj, ampak se enostavno ne da, včasih je zjutraj megla, tudi ne moreš ekipe dobiti, študente so delali še kaj drugega, včasih so imeli še šolo, pa tako. Ampak, Študenti se krivi. Niso študenti krivi, ampak to so vse težave. Kar je pomembno, je pa nekaj drugega. Vidite, intenzivnost zvečer, pa mogoče se vidi, je tam nekje 5,5 do 6 stopinj, proti jutru se pa mesto v centru tudi hladi. Kar je zanimivo, ker bomo videli, da pozimi, mislim, to sicer vidko presenetljivo, presenetilo nas je to, da je pozimi drugače. Skratka, intenziteta se lepo vidi, v središču najtopleje, tudi isto velja seveda poleti zjutraj, vendar se pohladi, center se pohladi, ker ga ta hlad iz okolice doseže in potem seveda, kot smo rekli, dopoldne je ta razlika najmanjša, je praktično ni, pa se pa spet ponovi vajo, če so vremenske razmere ta prave. No, to je pa kombinacija, rekel, neko poprečje jutranjih in večernih meritev. Ključno je pa tole, poglejte, v tej izotermi več od 4 stopinj, to je približno tale pas, takole ga zdaj poskušam z miško vam označiti, v Ljubljani to pomeni le 15% površine, vendar pa 52% mestnega prebivalstva. Se pravi, 52% mestnega prebivalstva poleti v vročinskih valovih ima 4 stopinje višjo temperaturo samo zaradi, torej
Višjo temperaturo okolja, zunanjega okolja, ne telesa, kot jo imajo ljudje, ki živijo na robu. To pa ni tako nepomemben podatek. Zdaj, kaj bomo s tem naredili v medicinskih, rekel, analizah kasneje, vam seveda ne vem povedati, ampak bomo poskušali to aplicirati na toplotno obremenitev mesta. Ker v bistvu en ključnih izzivov, zakaj se s toplotnimi otoki zdaj ukvarjajo vsa resna mesta na svetu, ne v Evropi, je to, kaj to pomeni poleti za prebivalstvo, zlasti za ranljive skupine prebivalstva. Zdaj, ko gremo v jesen pa v zimo, toplotni otok v resnici postaja blažilni učinek. Pa jaz ne trdim, da je to v redu, ker negativni učinki prevladajo nad pozitivnimi, ampak roko na srce, pozimi se zaradi toplejšega središča mesta nihče ne pritožuje, večinoma ljudi ne zadane kap zaradi tega, res je, da so komarji malo dlje, res je, da je vegetacijska doba traja malo dlje, pa malo prej se začne, malo manj je poledice, malo manj je ledu in tako, ampak generalno gledano to ni nekaj, kar bi nas mogli zelo, zelo, zelo skrbeti, kar pa nas poleti. No in jesen je nek tak umesen čas, ampak tudi ne prihaja do izrazitih stresorjev, je pa še nekaj res, zima pa pomlad sta predvsej dinamična po vremenskih prilikah in neprilikah, tudi zaradi tega je takrat ponovadi manj izrazit in tukaj se je izkazala, da je recimo precej manj izrazit kot poleti. No, ko gremo pa še po zimi, po zimi se nam je pa slika v bistvu obrnila, poglejte, jutranja je bila precej bolj intenzivna kot večerna, kar seveda se je pokazalo čist logično, in je manjša kot poleti, poglejte, zvečer je tam 3 pa pol, no, potem pa vendarle naraste, koliko je to, mislim, da je 5, 4, do 5 stopinj, Zakaj? Poglejte, koliko smo prej rekli, med polarnimi pa ne vem, mesti nižjih geografskih širin. Po zimi sonca ni. Se pravi, sonce, ki bi cel dan segrevalo v mesto, sonce je nizko, dostakrat je megla in tako, ne more pregreti površine, da bi potem sevala v prvem delu reči, v drugem delu se pa to... Po zimi je obratno, po zimi, če je jasna noč in te so vse, je razlika v teh pribitkih toplote in v drugačnih sevalnih lastnostih tal, mislim, se ta razlika je tudi polet, ampak polet so drugi driverji močnejši in to ne pride do izraza. Tako da se potem tekom noči razlike med mestom in okolico povečujejo, se je pa izkazalo, kot boste videli, da je seveda to nekaj povsem drugačne intenzivnosti, kot je bilo to pred, recimo, 20 leti. No in skupna slika je tale, tam do 4 stopinje, 3 pa pol, je mesto toplejše. Oblikuje se pa ta oblika, bodi si Y-a, kot ga boš klele, en tak popačen Y, ali pa vse bolj tudi X. Se pravi, to so glavne prometne vpadnice, tale del, Tržaška, Dolenjska, Jurčkova proti nakupovalnemu središču Rudnik, se pa v določenih merah že pokaže. No in še malo demografije, recimo po zimi, 64% mesta, prebivalstva mesta je v tej izotermi 2 do 4 stopinje, kar pomeni, da zdaj v tej času energetske krize pa mogoče celo malo manj stroškov za tudi sicer, Skratka je mesto toplejše. In zato sem dal te kvadratke v zeleno, ker to pomeni, da to ni nekaj, kar bi nas mogli zelo skrbeti, za razliko od tistih kvadratkov poleti, ker sem jih pa dal v rdeče, kar pa ni nekaj, da je človek neizmerno vesel. No, tole je samo še ena slikca ene zime prej, ker vidite, da je zelo podobna, je malo drugačna metodologija, ampak tako, da zdaj imamo v bistvu 2 zimi pomerjeni, pač tam tako, da malo bolj potrejo rezultate. Kaj se pa dogaja z toplotnim otokom 20 let nazaj in kaj se dogaja zdaj? Seveda metoda tudi ni bila čisto enaka, ker v 20 letih smo se kaj naučili, pa inštrumentarije še naprej, ampak takrat so bile to samo enkratne meritve, to so pa povprečja, tudi to je treba povedati. Pa vendarle, takrat sem jaz slučajno tudi bil študent na tej fakulteti in sem tudi bil del te ekipe, ki je merila, tako da se malo spomnim teh dni še, res so bile zime. Ven smo šli meriti, ko je bil super mrz, ko je bil super sneg, bi se še prav gledati, srednja tedenska temperatura, tedenska, ne najnižja, je bila -7, -8,
zjutraj je bilo -14. Enkrat smo merili, je bilo pri Drami -5, na Savski terasi pa -19, pa ure kasneje. Skratka, to so za danes nepredstavljive vrednosti. Ampak to so šele kolikor toliko normalne zime. In pogledajte, koliko je bila takrat zima najbolj izrazita. In poletje vmes in jesen seveda najmanj. Zdaj je obratno, je poletje prevzelo primat, pri čemer poletje ni močnejše, kot je bilo tedaj, je kar približno enaka intenziteta. Potem je na drugem mestu jesen, tudi ohranja, mislim, da je pol stopinje več, ampak to je znotraj tega šuma, ne bi preko tega statistično ali pa preko pomembno razlikoval. No, zima je pa samo še z od tiste zime, ki je bila takrat. Pada nam ta intenziteta, zakaj? Ker ni snega. Ker smo se že prej pomenili, kaj vse pomeni sneg. Pa tudi letos je bilo malo snega, mislim, da je bilo 20 dni s tem snegom. Ampak decembra je bilo toliko, pa je pol dežval pa oblačno, tako da nismo mogli bene melitve narediti. Prosim? Ja, nekaj bom več nekaj. Ja, pol pa januarja toliko padlo, ampak to je premalo, to je pol tista plundrca je zmrznila, to sploh v smislu termičnih lastnosti ni to tist, ta prav sneg pa. To so čisto druge zgodbe. Ja, hitro se je sesedil to v decembru, ker so bila tla, so 2-3 stopinje in je to vplivalo. In gre, no tako, se pravi, zdaj nekaj zaključkov, preden bomo šli pol še na te ukrepe. Poletna intenziteta ni večja, kot je bila nekoč. Vse skupaj je topleje, se segreva, smo videli danes, 0,4 na 10 let. Ampak ni pa bolj izrazit. Zimski toplotni otok slabi, glavni razlogi so bili zime, poletni otok tekom noči slabi, zimski se pa krepi, to smo prej videli. Toplotni otok se radialno širi, najprej bil Y, zdaj dobiva že to četrti krak kot X, vzdolž Jurčkove dolenke proti nakupovalnemu središču Rudnik. Najbolj izrazit je v najbolj gosto, visoko poseljenih delih in nakupovalnih središčih pričakovano, pač potrjeno. 52% ljudi poleti živi v tej izotermi 4 do 6, vsaj v teh vročinskih valovih, kar bi bilo fajn se začeti s tem ukvarjati, kaj to pomeni za zdravje ljudi. Recimo, v vročinskem valu v Parizu leta 2003 se je močno povečala smrtnost. To so spet številke, študije so narejene, jaz nisem teh številk zapomnil, ampak v glavnem nas to zanima, kakšen je odziv mestnih ekosistemov. Še včeraj ste slišali, se spomnite tistih podatkov od gospodov iz Salzburga, kakšen je delež urbanega prebivalstva v Evropi. Belgija 98, države okrog so bile 70-80%, Slovenija 61, mi smo malo. To ne pomeni, da vsi v mestih skozi živijo zunaj. Ampak vendarle, ljudje smo bolj izpostavljeni mestnim podnebnim razmeram kot vsem ostalim, kjer smo večinoma, pa to velja tudi za velik del preostalega sveta, živimo v mestih. To smo že rekli, v Ljubljani nam zelo relativno hitro izginjajo ta majhna, kot je včeraj gospa rekla, ostanki prostora. Ta majhna zelena območja, ki niso parki, ki niso zavarovana območja, ki jih zelo hitro se nam zgoščuje mesto, tudi imamo neke podatke, pa jih zdaj le nimam, ampak smo v tej študiji prikazali. Težava je pač to, da ima Ljubljana ekstremno visoko ceno zazidljivega zemljišča, vsaj za ljubljanske razmere, in trenutno boš težko prepričal, da je neka obča skrb za zdravo ali pa podnebnim spremembam odporno mesto, da bi ta misel, ideja, politika prevladala pred tem, da se proda parcelo, zazida, ustvari nek dobiček in urbanizacijo še poveča. Tako, zdaj, ta zadnji del bi pa samo še, temu se malo aplikacij pogovarjati, se mi zdi, da je to mogoče še bolj ključno, ali pa vse je to ključno kot te ključne ugotovitve. Kaj zdaj, Ko smo naredili to študijo, v bistvu mestnih oblasti, ker to smo za bolj delali, niti ni zanimali tisti tok, kaj, 5, 6, 3, več kot 20 let nazaj, mi smo čisto z ušesi strigli, smo to videli, jih je pa zanimali sam ukrepe nam nekaj.
je pa res, ne, da ukrepi so več ali manj zelo podobni po vseh mestih. Ne. Ampak, kar pa imamo, no? Zdaj, prvi ukrep, ki smo ga mi predlagali, ne, je bil tak čist sistemski. Ne. Dajmo se začeti pogovarjati o toplotnem otoku. Dajmo ga uvrstiti v mestno politiko, v percepcijo mestnih, prostorskih, prometnih, klimatskih politik. Recimo, ne, ta sekap sem že omenil. Ljubljana je že pred leti podpisala to tako imamo konvencijo županov, ne, Convent of Mayors, kjer so se župani številnih evropskih mest zavezali, da bodo do 2030 znižali emisije, mislim, da za 30%, pa ne več za te številke, ker nisem še obrat tega dokumenta, malo pa vem za njega. Recimo, ne, lokalni energetski koncepti, morda poznate, to praktično mora vsaka občina imeti. Prometna politika, Ljubljana je bila ena prvih mest, ki je imela prometno politiko, ne, celostne prometne strategije, tako naprej. Vse to, ne, se smo videli, ne, ima posredni ali pa neposredni vpliv in če to prepoznamo kot problem, je prav, da naslovimo v vse te ukrepe, kajti vsi te ukrepi imajo prostorske posledice. Jasno, se ukvarjajo s prostorom, zato pa delamo te politike. Usmerjamo kapital, usmerjamo rabo prostora in tako. Se pravi, najprej tega ni še, ne, če boste šli brati dokumenti, tam mestni toplotni otok, tu pa tam nekaj omenjen, tako za stran, ne, ampak ni pa kot nek mitigation, adaptation. Ne. Pričemer je tako pri MTO-ju, za razliko od podnebnih sprememb. V bistvu ga čisto lahko nadzorujemo. Ne. Tako, ni to zdaj nekaj, kar bi Kitajci krivi, da se Ljubljana zaradi širjenja mesta segreva. Ali pa obratno, pa bi Kitajci rekli, da so zahodnjaki krivi, ker so pred 100 let emitirali, ne, zdaj se pa vsi krega jezijo na vzhodnjaki, ker pač so 10 let večji onesnaževalci kot vsi ostali. Ne, tle je pač locally induced problem, ne, bi rekli. Ne. In zdaj, zelene površine, če se da, je treba ohraniti. To smo se včeraj o tem zelo veliko pogovarjali. Konkretno v Ljubljani imamo še zmer ta rebra, ne, tam Tomačevo, Bežigrad, tako hladilno rebro. Ne. Viško polje, tamle, ki so te fakultete zrasle, ne. Pa ne bi smeli. Tudi zaradi poplavnih območij, tista, mislim, da je FRI pa kemija, kako že, ne. Pa upam, da mi ne zameri, kdo če je tam, ampak prostorsko so povzročile poplavni kolaps tistega dela Viča, ki nikoli ni bil poplavljen. Zdaj so naredili zadrževalnik, ampak ne vemo, že so... Pa še se gradi. Ja, še se gradi, vem, ne. Recimo, ne, skratka, te hladilne rebre je treba ohraniti, če nam je to izziv, ne. Zelene površine tudi na njegovem robu, ne, Ljubljansko barje, ne, ko se je začel graditi nakupovalno središče, ne, tam je sploh problem, ker Ljubljansko barje je že tako malo, torej ne čist celo, ampak je poleg tega dela v Ljubljanci je to najnižji del Ljubljanske kotline. In tam že gravitacijsko težko teče zrak iz barja proti mestu. Namreč, hladnejši deli, ne, po noči ventilirajo toplejše, tako da hladni zrak spodriva toplega in zato teče iz periferije v sredino. Ne. Zdaj pa, tam so jo zazidali, povečalo se je trenje, ne, smo prej videli, in kar naenkrat je ta, kaj se je povzročilo, Ljubljansko barje se lahko še bolj uhlaja, ker manj zraka teče proti mestu, seveda se pa mesto na račun tega tudi manj uhlaja. On se bolj uhlaja, ta se pa manj uhlaja. Mimo grede, ne, fužinski bloki, ne, so bili v 80 letih postavljeni, so upoštevali orientacijo, da se je ohlajanje iz tega vzhodnega dela Ljubljane proti mestu nadaljevalo. Takrat ni bil tak problem v toplem, hladnem vprašanju mesta, pač pa v problemu kakovosti zraka. Ne, mesto se je moralo ventilirati z manj vsaj v teoriji, manj onesnaženim zrakom iz okolice, čeprav na koncu ni bil več. Ampak so se s tem ukvarjali in to je tudi mogoče nadaljevanje zgodbe od gospe krajinske arhitektke včeraj, ki je rekla, in če ste ujeli, da so bili v prejšnjih državah ti sistemi urbanizma v kakšnih segmentih predvsej bolj dodelani in predvsej več prostorskega reda, kot kaj danes. In danes to ni več vprašanje, ko so se gradile fakultete, niti orientacije niti sploh ni bila to tema, a dajmo tam Viško polje bo ventiliral ta del proti središču mesta, ne, in ja, kot ste rekli, še se gradi in tako. Ne. No, sej, te velike zgostitve znotraj mesta, ne, zdaj so v Šiški, so par travnkov pozidali, pa kle na Viču, DUTV prodaja, vedeti morate nekaj, ne, če vi naredite veliko koncentracijo visokih stavb, naredite mikroprostor, ki ustreza tisti vegovi, ne, pred smo gledali podatke na vegovi,
To boste naredili, neko mikrolokacijo, ki je zelo topla. Ta hladilna rebra, to je slika viškega polja, zima izpred 10 let, predstavljajte si jasno nebo, svež sneg zvečer, tukaj se ti lahko pohladi tudi do 10-15 stopinj, vsaj v določenem delu večera, se to zmanjša ta razlika, bolj kot v okolici. Kar pomeni, da je to res generator hladu. Pozim tega nočeš. Ampak polet se ti pa tudi pohladi, polet pa to potrebuješ. In prej smo videli, da so manjše, da so večje v bistvu razlike polet, se pravi, bolj potrebuješ to polet kot pozim. To smo se tudi včeraj pogovarjali o teh stvareh. Senčiti je treba odprte, nepozidane površine. In Ljubljana zelo pogostokrat, tudi župan, se pohvali s številom dreves, 40 000 ali koliko da jih ima. In to je lepo, Ljubljana res sedi drevesa. Ampak, seveda, posadiš lahko samo majhna drevesa, velikih v glavnem ne moš. Ampak vendarle, marsikje se sadi drevesa, ki ne bodo nikoli mogla biti velika, ker preprosto, pogledajte to sliko, kako veliko drevo, velika bukov, se je to tam videla stran, malo smo šli tam, pa 5 majhnih. Ta majhna nikoli ne bodo tako velika, prvo, ker so že nizko rasle sorte, drugo, ker jih vsako leto obstrižejo, da ne bi zrasla. Poleg tega tudi nimajo prostora, ne rabijo koreninski sistem. Skratka, treba je razmišljati, če hočeš imeti. In kot je gospa včeraj rekla, v resnici, uporabljam drug termin, ampak jaz pravim volumen krošenja, ali pa osenčenost, mislim, da ona menila rečimo osenčenost. Osenčenost je važna, ali pa volumen krošen, to se da danes vse nekako cent, se pravi, ni toliko važen, koliko imaš ti dreves, važen je efektivna osenčenost ali pa kaj drugega teh dreves. In tole je primer ustrezno zasenčenega odprtega prostora, poznate pot, oziroma pot tovarištva. Zdaj, dober pri lokaciji TR3 je to, da so avte stran pregnali, ker ne vem, če se spomnite, včasih je bilo to ogromno parkirišče. Ampak to je v bistvu ena taka super pečica v poleti. Seveda, pregreva se. Pa še ena stvar je, ampak to pa zdaj gremo v polje prometnega načrtovanja oziroma mestnega urbanizma. Veliki, prazni, odprti prostori že po psihologiji prostora odbijajo ljudi. Nihče noče biti v velikih, praznih, odprtih prostorih, kjer ne vidite nikoli nobenega na sredini. Dobro, včasih je šli ustavo gledajo, tiste drugo, potem ne bi zdaj. Tam na robu, v tistih smricah imaš kakšne mladunce, ki malo posketajo, dokler se kdo ne polom. Ni, seveda je to prostor za prireditve, ampak kaj hočem reči? Malo sence manjka tukaj, malo entertainmenta manjka, pa bi prostor zaživel. Fino pa je, da ni več to parkirišče, to je pa treba mestnim, mislim, da so pri mestne oblasti priznati, da vsaj tega. Recimo, krasno, to je pa tamle, na stran Rimca. Lep, pol drevored, ampak manjka zasenčenosti, manjka še na drugi strani, če res hočeš senčiti. Tole pa ena slika, smo pa letos v Črnigori slikal, tam v Nikšiču smo bili zjutraj. Te so pa lepo posadili, z obeh strani moraš posaditi, pa imaš polet senco. Recimo čist, neka taka. Travniki in trate. Več kot imaš trave, boljše je, čeprav trave so po dnevi toplejše, ker so sončene, po noč so hladnejše, imajo skyview, ampak seveda, se moramo pogovoriti, kakšne trave se pogovarjajo. A je to zelena trava, ali je to wannabe trava? A veste, zelo pogostokrat se tem mestnim travinjam posveča zelo malo pozornosti, tokle zemlje, da spodaj je pač tisti šodar, in to, ko je 3 dni sonce že porjavi poleti. Jaz ne trdim, da moraš se tu zalivati na polno, ampak ravno za Ljubljano ni tako zelo malo vode v tleh. Ni tako zelo malo vode v tleh, če ni zapiti, pa za zlivati, to je dobra. Bi se lahko del teh travin, zdaj ne moreš vsega celo slično poletje zalivati. Dovolj je že, če jo sadijo drugače v globjo prst, dovolj je že, če jo julija in avgusta kosijo više, kosijo na 15-20 cm, prosim? Tako, in če tudi je energetski učinek res majhen,
je pa psihološki učinek drugačen. Pogled na zeleno ali pa rjavo je tako da, to so taki sicer majhni detajli, ki jih ne moreš verjetno v vseh mestnih površinah, ampak z načrtovanjem, se pravi, da bi bil nek standard debelejša, plast tal, preden prideš do šodra, pa recimo drugačna košnja, v visoki vročini malo višji, bi se gotovo del časa omilil, te vročinske valove. Vodne površine so zelo pomemben element, to vemo, hladijo, tudi voda je pomirja, vodo imamo radi. Tale koridor Ljubljanice po zimi celo ogreva mesto, ker je Ljubljanica po zimi, kljub vse toplejšem zimam, vedno nekoliko toplejša, Ljubljanca ima 5-6 stopinj, po zimi, manj jih ima težko, pravi ima še kakšno več po mojem, zrak pa ne, zrak malo precej manj, še vedno. Poleg tega se zrak čisti po tem koridorju. Številnim Ljubljančanom je zelo pomembna promenada, sprehod v Ljubljanici. Hkrati pa seveda, sama Ljubljanica zelo ne more hladiti, ampak vodne površine v atrijih, v stanovanjskih soseskah, seveda mora biti varne, da se kdo utopimo, ozelenjene, lahko pripomorajo k blažitvi, je pa res, da je lahko zaradi tega več komarjev, ampak to naslavljamo z drugimi rešitvami. Ljubljana v centru mesta tudi špricajo, To je na Japonskem celo običaj, špricanja posameznih delov mesta, Zdaj seveda malo težko boš celo Ljubljana, ampak to je bilo tako, Veste, poleti jesenjo ne špricajo, pa pozimi tudi ne, dopadu. Poleti pa špricajo, se pravi, se zavedajo tega, imamo nekdo, veste, v Basih so se to spomnili. To je bila umetniška instalacija. Ja, že, ampak z lastnim vrbenom, sonce vročina, Ja, umetnik se je to spomnil, niso se mislili. No, krasno, podpiramo umetnost, ker je funkcionalna. Ne, hecam se, ampak ni res, umetnost se treba podpirati tudi sicer. Ampak zelo zanimiv nastavek v tej vroči epizodi, ki smo letos doživeli, zdaj je bilo to, dobro, bili so tudi med klici, koliko vode se na ta način stran vrže, ampak, a veste, zavedati se treba nekaj, Ljubljana ima res veliko vode. Ljubljana letos ni bila težav s pomanjkanjem, to ne pomeni, da je treba stran metati. Ampak marsikje druge jo res ni bilo. In zdaj, dokler vodovodi niso med sabo povezani, zelo težko, skratka to, da nek na Dolenjskem, na Primorskem ni bilo vode, ne moramo teh stvari enostavno povezati. Prometne površine, jasno, takoj moramo ustaviti gradnjo novih cest, pa ne zaradi toplotnega otoka, da mora reči, da toplotni otok kolateralna korist. To je zelo dolga zgodba prometne politike in zablode, ne samo v Ljubljani, tudi v Sloveniji, novih cest ne rabimo, ker generirajo nov promet. So pa seveda to nove asfaltirane površine, tudi parkirišča, ki so nekako tole barje, ne barje, ta je vdol na dolgi most, sej so jih malo z drevesi posadili, bomo videli, a bodo to vsaj nekoč ogromna drevesa, ki bodo dala senco, ali bodo ostala, tako kot ta v Barjanki, ne vem, nisem šel v detajle. Ampak treba je vse te odprte površine v štartu načrtovati, ne samo, da so malo posajene z drevesi, da jih štejemo ta drevesa, ampak da bodo imele v 10-20 letih pa že pomembno vlogo pri usenčenosti teh površin, če ne so to poleti bodo vse daljša, vse toplejša, to že vemo, generatorji vročine v mestu. Energetska učinkovitost stavb, ne bi izgubljal besed, več, ker nam bo toplote všlo, mislim, spet, toplotni otok, pa sam kolateralna korista, zakaj? Zaradi vsega te draginje, pa ne samo po zimi. Leta 2003 smo julija porabili več elektrike za hlajenje, namreč leto 2003 je bilo do letošnjega najtoplejše doslej. Skratka, julija smo porabili več energije za hlajenje, kot smo je januarja porabili elektrike za ogrevanje. In po letu 2050 bodo poletja, kot je bilo letošnje, business as usual. Po letu 2030 bodo pa čisto v redu, tako, ajde, lahko bi bilo tudi malo bolj hladno, ampak tako zelo hitro gremo tja. In z energijo treba šparati, iz ekonomike, iz okolja in geopolitike, če hočete, ni nobenega razloga, da bi z energijo še zmeraj delali tako, kot smo bili doslej vajeni.
Zdaj, v arhitekturnih rešitvah nisem noben arhitekt, ampak Ljubljana bi mogla sprejeti nek konsens, kako graditi ne le energetsko varčno, ampak tudi toplotnemu toku prijazno mesto. Teh rešitev je ogromno, ene so dopolnilne, ene so izključujoče, take strehe, take stene, tretji, četrt. Še enkrat, naj arhitekti v tem presojajo, nisem noben strokovnjak za to, ampak obstajajo. In odprimo razpravo in postavimo to v prostorski red. Na tak, s pilotnimi regijami, s pilotnimi območji, ne vem, z raznimi poskusi, ampak začnimo se o tem pogovarjati. In nujno je seveda treba spremljati stanje. Ti moraš vedeti, kaj se v tvojem mestu dogaja. Mi smo zelo, se kar malo matali v zadnjih letih, da smo prepričali, pa se srečno, je bil posluh na oni strani, da jih jaz po 20 letih spet malo bolj zanimali, ampak mesta, jaz sem zdaj tudi v nekem projektu sodelujemo v teh mikrometeoroloških meritvah po celi Evropi, praktično vsa resna mesta imajo svoj monitoring, se ima tudi Ljubljana nekaj postaviti. Ampak ne vem, na 5 do 10 let bi bilo treba ponoviti, vedeti moraš, kaj se s tvojim mestom dogaja. Na vseh kazalcih, tako, ker se dela monitoring okolja, se klima je podnebje, preko, če hočete, nek naravni vir, je posledica nekih okoljskih parametrov, pogojev in tako naprej, je nujno treba poznati in potem seveda tudi videti, ali ukrepi, ki pomagajo, a grejo v pravo smer, a se ti pozidava v določenih območjih mestni toplotni otok na mikroravni krepi, koliko se ti krepi, kaj se ti bo zgodilo, če boš spravil en del mesta bodi si pod beton, ali en del mesta bodi si pod tiste vodne pokrajine, ko smo včeraj gledali, ti moraš vedeti, kaj delaš s prostorom. Tako kot pač vsak ekonomist, ki reče, to pa to bomo naredili in pod črto tedna, dneva, leta hoče videti, ali je v zelenem ali v rdečem. Tako da, to je bilo, mislim, da je bil to zadnji ukrep, ki smo ga jim predlagali, oziroma ta proces zdaj še traja, spremljati moraš stanje, če ne veš, pri čem si. Mislim, da je to tudi moj zadnji slajd. Ja, hvala lepa.